Mateja Ratej, mislim, da zelo uspešno v vsaki svoji knjigi dekonstruira nekako zgodovinske govorice, ki prevladujejo in oživi tisto, kar tudi v knjigi nekako citira, in sicer gre za besede Jacquesa Rancièra, da politika obstaja, ker utišani dosežejo, da se jih sliši. In dr. Mateja Ratej skrbi prav za to. Knjiga, ki je pred nami oziroma sveže napisana in izdana in je danes na voljo z 20% popustom, nosi nekako podnaslov, oziroma nosi podnaslov Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni. Cela knjiga pa se nekako osredotoča na primer umora, ki pravzaprav ostane nerazrešen, ne ve se niti, kdo je bil umorjeni. Umorjen je bil leta 1920, prva obsodilna je prišla leta 1926 proti bratoma Markuci in njunemu prijatelju Mihajlu Zemljiču. Pa bi mogoče najprej vprašala, glede na podnaslov Rojevanje človekovih pravic po prvi svetovni vojni, kaj prinaša teh prvih 6 let zgodbe, ki je popisana zgodovinskega trenutka? Hvala. Čisto prav si dala poudarek tem letom pred obsodbo Markucijev, namreč bratoma Markuci in Mihajlu Zemljiču ter njegovi ženi, Ivanovi ženi, so bile pravice zelo radikalno kršene že veliko preden jih je sodišče obsodilo za smrt tega neznanega moškega. Kot tudi pišem v knjigi, družini Markuci očitno že veliko prej, preden je prišlo do prve svetovne vojne in tega velikega preloma in zloma, ko so dejansko Italijani po prvi svetovni vojni doživljali izredno stigmatizacijo, tudi na Štajerskem, negativno stigmatizacijo. Vendar se je družini Markuci to dogajalo že pred prvo svetovno vojno. Že v času, ko so se konec 19. stoletja preselili iz Videmske pokrajine, kot Angelo, kot opekar, se svojo ženo in z takrat enim sinom preselil v Slovenske Gorice, v Drvanjo, v neposredno bližino dvorca Dominika Čolnika, takega zelo karizmatičnega narodnjaka druge polovice 19. stoletja, ki je v tistem prostoru razvijal vinogradništvo in predvsem ob tem seveda vzporedno tudi slovensko narodno misel. In zdi se verjetno, da je Markuci v ta prostor prišel prav zato, da je kot opekar pomagal graditi ta Čolnikov dvorec. Družina je, kot rečeno, med domačini hipoma obveljala kot privandrana, kot Italijani so jih imenovali zaničljivo. In ko je leta 1905 ljubimec umoril Markucijevo najstniško hčer, visoko nosečo hčer, ki so jo potem domači našli v bližini svojega doma, čeprav je bil njen morilec obsojen pred mariborskim sodiščem, med domačini zopet obveljalo, da jo je pravzaprav umoril oče, torej Angelo Markuci, zaradi sramu, ker je pač bila noseča, ker bi postala kmalu nezakonska mati. In seveda ta antipatija do Markucijev se je potem po prvi svetovni vojni samo še stopnjevala, kljub temu, da je bil ta glavni protagonist družine Ivan, Johan, kot so ga imenovali domači, Italijan, kot so ga imenovali v lokalni skupnosti, vojni veteran, se pravi, bil je vojak Avstro-Ogrske vojske, kar mu seveda ni prav nič pomagalo. In ko se je po vrnitvi s fronte pričel ukvarjati s tihotapstvom, in to zelo uspešno, in ko so ljudje videli, da za razliko od njih poseduje neko imetje, da je njegova kmetija v porastu, se je seveda sovraštvo samo še stopnjevalo. In ko je prišel pravi trenutek, v tem primeru je bilo to truplo, se je
naenkrat lokalna skupnost bila pripravljena postaviti proti Markucijem, izvesti javni linč nad njimi, ne? In ravno v tem vidim v tem sodnem procesu enega od teh anonimnih pravnih bojev za ponovno vzpostavitev koncepta človekovih pravic po tem popolnem zlomu, ki je prišel s Prvo svetovno vojno. Kajti ta pravni proces je nekako pokazal, da javni linč kot neka arbitrarna obsodba strani ljudi, strani okolice, potem ne bo več mogoča. Namreč Markuciji so bili sicer leta 26 obsojeni, vendar je njihov odvetnik Danilo Komavli po 9 letih dosegel obnovo procesa in takrat so bili seveda oproščeni, ne. In s tem je seveda tudi v pravni praksi bilo povedano, da javni linč na račun neke antipatije do neosnovane na podlagi sovraštva ne bo mogoč. Ni mogoče, ni prava pot za vzpostavitev družbe normalnosti, povojne družbe, ne. O čemer se je tedaj veliko govorilo, zlasti v pravniških krogih. Pravniki so bili javno zelo aktivni, so se oglašali v medijih in njihova glavna misel je bila ravno ta, da je potrebno brezdelništvo, med katero so se zašteli tudi tihotapstvo, ne, izkoreniniti in sicer tako, da ponovno vzpostavijo pravne temelje države, ne, da s tem nekako bo družba ponovno vzpostavila to normalnost, ne, ki so jo nekako po vojni občutili, da je ni, ne, da družba razpada. Pa mogoče, da se najprej še vrnemo nekako nazaj na ta odnos recimo do italijanske bližine oziroma do naše interakcije z Italijani. Ponavadi, tako se mi zdi, Slovenija ima to percepcijo sebe prej kot žrtve, kot nekoga, ki je tudi znal v bistvu priseljence iz italijanskih krajev v bistvu izpostaviti javnemu linču. Kaj nam ta zgodba prinese v našo skupno razumevanje nekega našega prostora in odnosa do naših sosedov? Zdaj, Mateja je omenila besedo prišleki. In jaz sem to knjigo bral, že ko je bila v rokopisu, skozi to razmerje, ne. Mi, ki živimo tukaj, ne nujno samo Slovenci, v tem primeru Štajerci ali pa tisti v Slovenskih goricah in oni, ki so prišli, ne. V tem prostoru, zdaj ne glede na to, ali je omejen na posamezno regijo ali pa podregijo, ne, je to nelagodje do drugih izrazito. Pa ne glede na to, ali gre za nekoga, ki smo ga razumevali ali pa ki je bil konstruiran kot grožnja ali pač nekoga, ki je šibkejši, ne. Tako da jaz sem to besedilo razumel v veliki meri kot opis na nekem konkretnem primeru ravno tega razmerja, ne. Zdaj, zato se mi zdi morda malo škoda, da avtorica še bolj ni razvila, pa morda primerjala še s kakšnim drugim primerom, ne. Ampak to je že druga stvar, ne. Katera primerjava pa vam pride na Vseh teh primerjav je več, ne, tudi odnos do Avstrijcev oziroma Nemcev ali pa do Madžarov ali pa do Hrvatov, ne, zdaj, če smo samo na tem prostoru ali pa res marginaliziranih skupin, kot so Romi ali pa nekoč, ko so še bili Judje in tako naprej, ne. Ker tudi v tem majhnem prostoru se ponuja teh primerov kar nekaj, ne. Ampak jaz glede na to, da sem bil tako izpostavljen v vabilu kot nekdo, ki se ukvarja s teorijo zgodovinopisja,
Kar ne pomeni, da sem teoretik zgodovinopisa, ker tega ni, ne? Ampak to je neka napaka, ki sem jo sam zagrešil. Sem tako kot tokrat, kot že prej, pri nekaterih drugih delih, vsaj v enem primeru sem tudi jaz bil vodničar, razmišljal, kakšne vrste zgodovinopis je to, kar počne Matej Ratej, ne? Jaz sem zdaj pri 4. oziroma 5. knjige ugotovil, da ona in še nekateri z njene generacije in še nekateri mlajši v resnici počnejo to, kar govorijo, da počnejo. Ker v moji generaciji je bilo tako, da smo mi govorili, da je treba zgodovino pisati na drugače, ampak velika večina teh istih, ki smo to govorili, potem zgodovino pisala na isti način kot prej. Ne? Tako da to je ta razlika. Zdaj tisti, ki pa jo vsej bežno poznate, pa veste, da se je navlekla na neko vrsto gradiva oziroma virov in da je to, bi lahko skoraj rekli, obsedlo do te mere, ne, da je zdaj vsakega takega spisa bolj zanimivega oblikuje neko zgodbo. Ne, in to bi lahko bilo problematično, ker potem pride do serije nekih pripovedi, če seveda ne bi v vsaki od teh knjig v bistvu obravnavali nekega razmerja. In zdaj sem prišel na začetek. Ampak zdaj, ko vidim gospoda Milharčiča Hladnika v publiki, sem se spomnil njegovo knjigo Pot na Orient, je naslov. Tam je pa ravno drugače, ne? Tam vsi hočejo biti tisti, kjer so čevapčiči nastali, oziroma biti lastniki, biti prvi. Ne? Tam se vsi prizadevajo nekaj imeti. Ne? Pri nas se pa vsi prizadevamo nekaj ne imeti ali pa nekaj izriniti. Ne? To samo pač utrinek. Ampak mogoče več kasneje. Zdaj, velik vir so te v trenutkih plesnivi, vsekakor prašni, ne? Arhivi okrožnega sodišča v Mariboru, ki ponujajo rahlo srhljive zgodbe, ampak zanimivo meni je bilo ravno to, da če sem jaz prav razumela, potem še v kasnejših pogovorih, tukaj ni šlo tako za obsodbo pravzaprav ljudi kot posameznikov, ampak tudi družbeno obsodbo tihotapstva. Je tukaj, mislim, s kolikšno gotovostjo se lahko tukaj ugotovi, a je šlo pravzaprav za preganjanje nekoga, ki se ga je označilo za drugega, za sovražnega, za pripadnika nekoga, ki ga ne maramo, koliko je šlo pa za pravzaprav neko družbeno očiščenje oziroma poskus obsodbe tihotapstva, ki ni imelo tega prizvena romantike. Ja, dokazuje kar nekaj. Prvi denimo ta, da je bil umor tega neznanca, ki se je zgodil leta 20, kar nekaj časa v policijskih predalih in se z njim nihče ni ukvarjal. Predvsem zato, ker je bilo podobnih umorov takoj po vojni precej in precej tudi nerazrešenih. V tem primeru je pa sploh šlo za človeka, katerega identiteta ni bila znana. In po 5 letih, ko se je v Mariboru kot policijski komisar pojavil Vjekoslav Kerševan, ki je imel v svojem življenjepisu že kar dolgo kariero borca proti tihotapljenju, med drugim v Ljubljani in v Prekmurju, je naenkrat poslal orožniški postaji v Sveti Trojici po izvedbo, ki jo je podnaslovil Umor neznanca baje leta 21, nekaj podobnega. Ne? Se pravi, da v tistem hipu ni šlo za tega neznanca, ne? In kot je potem kasneje v nadaljevanju po izvedbe pojasnil, ampak je šlo za telemarkucije, ki so bili znani tihotapci. In so se oblasti seveda po vzpostavitvi boljšega nadzora na mejah trudile, da ravno s takimi eksemplaričnimi primeri pokažejo predvsem mlajšim moškim, da to vrste način preživljanja kot neka strategija preživetja ne bo mogoč. In dejansko jim je uspelo tihotapljenje dokaj kmalu
onemogočiti do te mere, da se celo predrzni Ivan Markuci prenehal ukvarjati z njim in se je potem v veliki meri že od leta 20 naprej ukvarjal s prevozništvom in veriženjem, kot se je takrat reklo, se pravi prekupčevanjem pridelkov, sadja, vina in pač vsega tega bogatstva, ki je rastel v Slovenskih goricah. Ne? No in še en dokaz je ta, da je v tistem času, ko so bili Markuci obsojeni, leta 26 v tem prostoru še veljal stari kazenski zakonik, avstro-ogrski kazenski zakonik, ki je predvideval sam po sebi, da mora biti kazen naravnana vzgojno, se pravi ne toliko na posameznika, ampak vzgojno na družbo, da deluje vzgojno na družbo. Ne? In šele leta 29 po novem jugoslovanskem kazenskem zakoniku se je kazen bolj usmerila v posameznika, v njegove osebne okoliščine, ki so privedle do kaznivega dejanja. Ne? In je bil dejansko v fokusu posameznik in kaznovanje njegovega dejanja, ne pa toliko ta vzgojni moment za družbo. Ne? In Markuci so bili potem oproščeni šele po tem jugoslovanskem kazenskem zakoniku, ne? Leta 35. In pač kot pravim v knjigi, tista glavna stvar, na podlagi katere je bilo mogoče po več letih obsoditi Markuci, je bilo ravno ta poklicna ambicija tega prvega mariborskega policista Keršovana, preganjalca tihotapcev, in pa maščevanih prizadevanj ene osebe v Slovenskih goricah. To je bila Markucijeva dobra znamka, sicer pa prav tako kočarica kot on sam, revna kočarica, sicer pa izredno jezikava ženska. Njen mož je trdil, da zaposluje za 9 advokatov. In ona je bila vključena v številne sodne postopke na okrajnem sodišču v Lenartu in ni imela nobenega strahu priti tudi na okrožno sodišče v Mariboru. In je ves čas izredno vehementno nastopala tam, ni se zapletala v svojo zgodbo, ves čas je ponavljala eno in isto in niti malo je niso prestrašili niti sodni uradniki, niti sodniki. Ena taka ironija se mi zdi zelo simpatična je, da je ženska preživela drugo svetovno vojno, podobno kot eden od akterjev procesa Markuci in sta praktično do smrti živela v neposredni soseščini v hudem sovraštvu. Ne? In zelo dragoceno je, da je novinar Željko Kozinc v 60 letih opravil intervju s tem edinim preživelim akterjem procesa Markuci za časopis Tovariš in takrat je tale Mihajl Zemljič kar potemnel od jeze, ko mu je omenil novinar tole Lizo Kovačič. Ne? Rekel, živa ja ne morem videti. Ne? Tako da vsekakor jaz menim, da je šlo v primeru obsodbe Markucijev predvsem za to držo obsoditi tihotapstvo kot tisto, ki nekako postavlja povojno družbo na napačne temelje. Namreč v tistem času v vojni je bilo zelo veliko govora o tem, da so moški, ki so prišli iz vojne in 4 leta preživeli na fronti, popolnoma izgubili občutek za prvič moje, tvoje, se pravi za lastnino, drugič pa tudi za delo. Ne? Delo ni bilo več vrednota, kar je bilo zlasti na podeželju razumljeno kot velik problem, kajti med kmeti je vseeno bila vrednota na prvem mestu delo, ne morda kakšna nacionalna pripadnost ali podobnega, kar pogosto zasledimo tudi v zgodovinopisju slovenskem, ki govori o slovenskem podeželju, denimo in nemških mestih na Štajerskem. Pogosto se izkaže, da seveda nacionalna pripadnost kmetov štajerskega podeželja še zdaleč ni bila na prvem mestu, niti na drugem ali tretjem ne, ampak je seveda šlo, ker je šlo za revno zaledje, recimo v tem primeru Maribora, predvsem za čisto pragmatično prizadevanje za preživetje iz dneva v dan. Ne. Se pravi, da ravno ti kmetje so bili pogosto odvisni od svojih gospodarjev,
ki pa so bili res pogosto v največji meri nemškega porekla. Zdaj, prej je bilo omenjeno, da pravzaprav človekove pravice se vzpostavijo ob koncu tega procesa. 38. leta je tudi odškodnina dosojena in da to so potencialni pravi temelji za gradnjo neke drugačne družbe, a vendar se potem zgodi druga svetovna vojna, ki nekako v našem imaginariju danes se mi zdi bolj velja kot začetek človekovih pravic, 48 deklaracijo univerzalno Združenih narodov o človekovih pravicah. Pa me zanima, tako, se tukaj že nakazuje, kaj je šlo narobe, ker zdi se, da mogli bi biti vse prav. A lahko iz teh drobnih zgodbic vidimo tudi neke širše družbene okoliščine, ki so pomenile, da krivice oziroma razmere Prve svetovne vojne, kar je ustvarila ali kakorkoli, so potem še odmevale naprej in kazale na to, kar prihaja. Čas med obema svetovnima vojnama je zelo poseben čas, poln tenzij in dejansko se Prva svetovna vojna ni niti dobro končala, ko se je že govorilo o drugi. Recimo, ravno v teh dneh, ko raziskujem preteklost mariborskih nacistov pred drugo svetovno vojno, sem naletela na zapis v zapisniku Mariborskega mestnega sveta, kjer mestni svet že leta 1925 piše resolucijo ministru za zunanje zadeve in govori o nevarnosti priključitve Avstrije Nemčiji in s tem seveda približanju nemške meje ponovno Mariboru. In lokalni politiki v Mariboru so se že leta 1925 čutili ogrožene. In ta tenzija enostavno ni presahnila. Po Prvi svetovni vojni občutek o tem, da vojne pa ne bo več, podoben občutek, kot ga poznamo vso drugo polovico 20. stoletja. Ko po drugi svetovni vojni govorimo o tem nikoli več. Po Prvi svetovni vojni tega niso govorili. Ampak je bil zelo kmalu ponovno občutek po prihodu nove vojne tukaj. Prav zato se sama tako močno fokusiram ravno na teh 20 let, ker jih zamejujeta ti dve veliki vojni, ki zelo brutalno razgalita tako odnose kot strukturo družbe in so ljudje praktično nenehno pahnjeni na neki eksistencialni rob v večni negotovosti, ko ne vejo iz danes na jutri, kaj bo. Tu je gospodarska kriza, malo konec 20 let. In za ta prostor, štajerski prostor, ki se ga dotikajo te moje znanstvene monografije, je pa sploh izredno prisotna ta dejstvo, da je to prostor na dobesedno tektonski prelomnici med slovanskim in pa germanskim svetom, ki neprestano povzročajo neke premike, malo proti jugu, malo proti severu nazaj. In ljudje, ki so ostali v Mariboru po Prvi svetovni vojni in niso bili slovenskega porekla, so dejansko preživljali velike pritiske, vse se jim je vračalo. Nekako Slovenci so si očitno rekli, zdaj pa je naša priložnost, zdaj pa jim vse vrnimo. Kar si predstavljam ni najboljši temelj za postavitev zdrave družbe. In ker sem kot rečeno zdaj v teh dneh pregledovala sejne zapisnike in je v Mariborskem mestnem svetu poleg vseh ostalih slovenskih svetnikov bilo tudi 5 nemških svetnikov, lahko rečem, da so bili nenehno ponižani, utišani, preslišani in je seveda potem ta njihova jeza s Hitlerjevim prehodom na oblast, ko so v 30 letih začeli seveda zelo želčno pričakovati približevanja te nemške meje in pa priključitve Nemčiji, postane v tej luči bolj razumljiva.
To zveni drzno in provokativno, zelo se zdi. Ampak mogoče eno vprašanje še povezano s pisanjem zgodovine in pa tudi s tihotapstvom, ki se ga knjiga tudi dotika. Kako pomembne so meje za zgodovinarje in za razumevanje zgodovine in današnjega časa? Verjetno podobno kot za vse druge, ker življenje v meji je nekoliko drugačno, dinamika je nekoliko drugačna. Naj se bo v tem smislu, kot je ravno kar govorila Mateja, da pride do diferenciacije ali pa po drugi strani do povezovanja. Zdaj, tihotapljanje, to je na obeh straneh bilo, na zahodni in na severni. Takoj, ko je nastala ta meja, ki je prej nikoli ni bilo, znotraj Habsburške monarhije, leta 19, so se vzpostavili pogoji za tihotapljanje. Kar zopet ne pomeni diferenciacijo, to pomeni tudi neko obliko sodelovanja in hvala Bogu. Tradicija tihotapljanja na zahodni meji je prav tako že v slovenski literaturi večkrat opisana, ne samo v strokovni, ampak tudi drugi. Torej, če zdaj skozi to speljem vodo na svoj mlin, ker sem že prej želel povedati in ker me seveda predvsem zanima, kaj stoji zadaj za temi zgodbami. Matejnimi, ker vedno gre za opis neke prakse, nekega fenomena, nekega razmerja in ne samo za te konkretne ljudi, ki so bili zdaj tukaj lepo predstavljeni. Mislim še naprej, in to sem že nekajkrat povedal, da gre za tisti tip zgodovinopisja, kjer preko tematizacije nekega posameznika ali pa neke skupine ali pa neke prakse v bistvu lahko preberemo celo družbeno situacijo oziroma stanje neke družbe. Ali kot bi znani ameriški zgodovinar David Bell povedal, gre za to, kako vidiš svet skozi zrno peska. In tukaj vidim Mateja nekje vmes med to mikrozgodovino in tako imenovano novo kulturno zgodovino, kjer pa sploh ne gre za zgodovino umetniških artefaktov ali pa kulture v klasičnem smislu, pa naj si bo subkultura ali pač visoke kulture, ampak gre dejansko bolj za to, kako posamezne skupine ali posamezniki razumejo svet. Pa naj se bo skozi upovedovanje, skozi ples ali skozi druge prakse in še bolj pomembno, kako to vedenje o tem svetu, spoznanje svetu daje naprej. To je za moje pojme nova kulturna zgodovina. Zdaj pa, če se to kaže v sodni praksi ali v zločinu ali v načinih življenja, ki jih Mateja v teh svojih razpravah tematizira, konec koncev ni važno. Važno je to, da mi lahko beremo stanje tiste družbe. Ali so zdaj to Slovenci proti Nemcem, ali so zdaj to prišleki takšni ali drugačni. To se mi zdi skriva za temi zgodbami in to se mi zdi dragoceno. Pa bi pa še eno podvprašanje. Zdaj, kar meni je bilo zelo zanimivo tudi v knjigi, je, da so vojaki, da jim je dan nekako zgodovinsko, v tistem trenutku se zdi drugačen položaj, kot je vojakom dan danes. Oziroma, saj zdi se, da niso poveličevani, to niso vojni heroji. Danes se zdi, da živimo predvsem v času tega še vedno, oziroma neke a nam to kaj pove o tistem času, kar je bilo mogoče že preomenjeno, oziroma posredno tudi od današnjem? Jaz sem upal, da to sprašuješ na te. Ne. Ne vem, premalo vem, da bi v tem lahko sodil. Zdaj, lahko bi v odnosu do vojakov, ki dokončajo, se pravi, ki preživijo in vojne konec, lahko bi po odnosu do vojakov prav tako razbirali neko stanje družbe. Zdaj, če pogledamo situacijo po prvi svetovni vojni, recimo, vzajmo samo nemško ekspresionistično slikarstvo, recimo Ota Dixa ali pa Grossa,
ko gledamo mi tam tiste pokvečene figure teh hendikepiranih oziroma invalidov, vojakov, ki ste jih slikali tam po nemških cestah, ki prosijo, ne, ki so jih do neke točke tolerirali, tako je bil hiter, so vse te vojake pospravili. Ni se jih smelo videti. Ne. Skratka, odvisno po kateri vojni. Vprašanje, kaj se je po 30-letni vojni v 17. stoletju dogajalo s temi redkimi, ki so preživeli. Ne. Po drugi svetovni vojni, vemo, se je dogajalo tudi marsikaj in zdaj to seveda zelo ljubeče obujamo, ne. Ali pa pač neke druge zahodnjaške prakse. Ne. Tu bi lahko začeli razpravo o slavoloku zmage ali pa spomeniku neznanemu vojaku, pa ne vem, ameriški tradiciji. Ne. Mislim, to je zelo razvejana tema, ampak skozi odnos do vojakov se bi pa lahko marsikaj razbralo in to seveda ne nazadnje tudi Mateja eni svojih razprav, Vojna po vojni, pa deloma tudi nekih drugih odlomkih, utrinkih. Zgodilo se je, da je pač nekdo prišel, za katerega se ni pričakovali, da se bo vrnil, pa je našel na svojem domu drugega človeka. Ne? Ali druge otroke celo že. Ne? Ali pa recimo ta znana zgodba, ki je pač tudi, mislim, da deloma vzor za Matejo, ne? Ki je popisala Natalie Zemon Davis, ne? Vrnitev Martina Gerena, ki jo je potem Hollywood predelal v tisto filmsko epopejo, ko sta Jodie Foster pa Richard Gere igrala, ne? S tem, da so takrat postavili kontekst ameriške državljanske vojne, ne? Kjer se nekdo vrne, ki se izdaja za nekoga, ki je padel. In potem podeduje ženo, otroke, domačijo in tako naprej. Ne? S tem, da v hollywoodski inačici jasno potem mora priti do prave ljubezni, ne? In potem ta žena, ki ve, da on ni pravi moški, v bistvu tega ljubi bolj kot je umnega. No, skratka, to je svašta. Jaz mislim, da je v tem primeru v prvi svetovni vojni šlo predvsem za to, vse o tem piše Otto tudi v svoji knjigi O žalosti niti besede, da je enostavno država razpadla, ne? Po prvi svetovni vojni in slaviti junake, ki so se borili za eno drugo državo, je nerodno, ne? In vse so postavljali potem spomenike tudi vojakom, padlim vojakom prve svetovne vojne, ampak je moralo miniti nekaj let in predelati, ne? V letih kmalu po prvi svetovni vojni pa je potekala izredno močna prizadevanja ravno po vzpostavitvi tega simbolnega prostora nove jugoslovanske države, ne? In zlasti skozi izobraževalni sistem. Ne? O tem recimo pišem v svoji knjigi o profesorju Tofanu, ne? Tem beguncu iz Črnovic, ki je prišel v Maribor kot učitelj ravno teh dveh problematičnih predmetov, zgodovine in zemljepisa. Ne? In ravno skozi ta dva predmeta je seveda država skušala čim bolj okrepiti to domoljubje, nekako zarisati ta novi imaginarni prostor jugoslovanski. Ne? In to je recimo eden od razlogov bil, ki so profesorja Tofana vodili v bolezensko stanje, v paranojo. Ne. Tako da mislim, da so imeli pač po vrnitvi vojnih veteranov prve svetovne vojne nekako težave s tem, kam jih umestiti. Ne. Med heroje gotovo ne. Večji problem je, kot sem pač po časopisju in posodnih spisih, po spominih, nekaterih objavljenih, neobjavljenih, je možno opaziti, da je pač so se seveda javnost, kvalificirana javnost, pravniki, intelektualci ukvarjali s tem, kako integrirati te ljudi nazaj po letih brezdelja, ne? Kako vzpostaviti neko zakonito sobivanje, ne? Ljudi, ne? Potem bi se pa dotaknila še enega junaka, nekako v knjigi Odvetnik Danilo Komavli. On je tudi Italijan, pa me zanima, znotraj te zgodbe, je to pomembna informacija? Glede na to, da gre za družino, ki se je priselila na začetku 20. stoletja v okolico Maribora in potem bila deloma tudi kot Italijani preganjana. Ja, vsekakor mislim, da je ta figura Danila Komavlja, odvetnika, jaz si pravim,
kar je naredil, je neke vrste spomenik humanizmu. Sam je sicer bil rojen v Desklah, Erwin bo vedel, bo poznal, pokopan je v Števerjanu. Bil pa je odvetnik pred prvo svetovno vojno v Trstu, v enih prvih slovenskih odvetniških pisarn Mateja Pretnarja v Trstu. In ko je leta 15 prišlo do vojne med Italijo in Avstro-Ogrsko, se je preselil v Maribor in tu deloval kot odvetnik. In v prvem primeru je branil 2 člana družine Markucci, ko so bili obsojeni, nato pa 9 let sistematično zbiral dokazni material za obnovo tega procesa. Ne. In kot pravim v knjigi, je sicer bil plačan za to svoje delo, vendar gotovo to plačilo ni bilo generator njegovega početja, ker pač tudi Markucci gotovo ni premogel tolikega bogatstva, kot so mu ga pripisovali v svojih fantazijah domačini. Ne. In je pa zelo povedno, se mi zdi, tudi to, da je Danilo Komavli, ki je potem drugo svetovno vojno preživel v Mariboru, v Limbušu je imel svoj vikend, tam je bil tudi Šparglje. Med Mariborčem je bil znan, da se kopa v Dravi tudi po zimi, bil je očitno en čudak. V Mariboru se je tudi poročil, prav tako s primorsko begunko. Ampak po drugi svetovni vojni sta zapustila Maribor in se preselila v Trst. In Danilo Komavli je potem leta 67 v Trstu tudi umrl. Javno neopažen, niti nekrologa si ni prislužil časopisov. In seveda ta njegova zgodba izselitve iz Maribora po vojni seveda govori tudi o usodi primorskih beguncev v Mariboru, ki so bili tam sprejeti precej slabo. Prišli so v nek konfliktni prostor med Slovenci in Nemci v to dihotomijo mesta slovensko-nemško z neko močno izdelano narodno zavestjo, ki je mnogo Slovence v Mariboru motila, ker so bili vajeni tega sobivanja z Nemci na drugačen način. Hkrati je država primorske begunce pogosto zaposlila v državnih službah, zelo veliko policajev je bilo v Mariboru ravno Primorcev. In ko se je stopnjevala gospodarska kriza, so ti Primorci kmalu obveljali za čiče, ki jih je treba po najkrajši poti izseliti nazaj, odkud so prišli. In v tej luči je verjetno potrebno razumeti tudi odločitev Danila Komavlija, da je po vojni zapustil Maribor, v katerem je preživel 20 let in se vrnil, kot rečeno, v Trst, ker najbrž ni imel nikogar več od svojih. Ne. Se je počutil bližje tej družini kot Italijan? Ja, se je to ravno. Ne. Človek, ki bi imel vse razloge, da sovraži Italijane, ker se je pač ker je bil v Trstu, kjer je deloval, ker je poznal to sliko, ne, ker je poznal te odnos Italijanov do Slovencev in ker je zaradi vojne izgubil svoj dom, se moral izseliti, ne. Ampak nikakor ni pristal na to, da bi ljudje samo zaradi svojega izvora, dokler je bil dokazan zločin, seveda prestajali zaporno kazen, ne. Zdaj se bom pa jaz oprla na besede iz knjige E.H. Carra, zgodovinarja What is History, ki sem jo dobila pred časom za preberanje, pa ne vem, če bom znala prav povzeti v vsej spretnosti samega avtorja, ampak nekako tako gre, da bi razumeli, kje smo, moramo poznati zgodovino, a to lahko razumemo le, če upoštevamo sedanjost oziroma to, kje smo danes. Me zanima tako branje take zgodovine, branje kulturne zgodovine, individualnih zgodb, nam pove kaj o tem, kje smo danes? Mislim, branje česarkoli, ne samo zgodovinskih razprav, ni možno drugače, kot da jo beremo in razumemo zdaj za svojo intelektualno prtljago. In to je nekaj, kar skuša poudarjati v tej svoji kratki razpravi.
tu ne gre niti slučajno za to, da se zgodovina nekaj naučimo in zgodovino treba poznati, ker se ponavlja in tako naprej. Temveč na to, da vse, kar je preteklo, zapisano in se ponuja kot zgodovina, pač skonstruirano. Ne? Da človek ne more iz svoje kože. Ne? On govori o tej tako imenovani intelektualni predlagi, ki ti naj se bo, da si zgodovinar ali pač kakršenkoli drug zainteresirani za neko preteklo dogajanje, ne moreš pustiti pred vrati arhiva, knjižnice ali kamorkoli že greš iskati sledove. Ne? Ti pač z svojim razumevanjem, znanjem, razgledanostjo pač te stvari tam najdeš, jih potem selekcioniraš in potem jih seveda na nek način skompiliraš, jih interpretiraš. In še na nekaj opozarja, da pač tudi tisto, kar tam najdemo, dokumenti, v tem primeru teh sodni spisi, niso viri, to niso nedolžne in brez neke druge pretekle intelektualne predlage napisane stvari. Ne? Resnica samo po sebi. Tudi to je kompilacija. Vsak vir je pravzaprav konstrukcija. Ne? To se treba vedno zavedati in zato je toliko bolj na ta način interpretirati preteklost, kjer naj si bo skozi eno osebo, skozi neko skupino ali skozi predmet ali skozi neko dogajanje ali pa skozi neko prakso. Pravzaprav mi iščemo znanje ali pa vedenje o tem, kako se je takrat v resnici živeli. Kako so ljudje sami sebe razumevali, kako so razumevali svet okoli sebe. Zdaj pa še okoli teh nesrečnih primorcev, ki jih baje v Mariboru in v Ptuju nihče ni maral. Zdaj dve plati te zgodbe sta. Ne? Res je, večina jih je bilo policajev. Ampak te primorci so prinesli na Štajersko tudi hrano. Hrano, ki je prej Štajerci niso poznali. Rukole niso poznali. Šparglo in cele vrste drugih hran. Ne? In celo nekaj uglednih meščanskih družin, ki so se naselile v Mariboru in okolici v 20 letih še zdaj srečamo tam. Ne? To so bili ljudje, sodniki, skratka pravniki, profesori. En del Mariborske univerze se je težko predstavljati brez teh prišlepov. Gledališče tudi recimo. Gledališče, ne? Marsikaj si Mariboru v takšne oblike ne bi mogli predstavljati. Počistili so jezik tudi, ne? Ker je mariborska nemščina oziroma ta preplet nemščine in slovenščine je baje naredil en zelo grd dialekt, ne? Neprijeten za oko in posledica tega dialekta, tega prepleta nemške melodike pa je tudi današnji, ne, vse je razumljivo, ne, današnji mariborski dialekt, no in pač pravijo, da so Primorci zelo očistili ta jezik, ne, s svojo slovenščino, da so obogatili pač tudi to jezikovno podobo mesta, ne. Vsekakor za institucionalno kulturo so Primorci pravzaprav postavili na noge v Mariboru, ne, ker je bila v tistem času še veliko bolj v prid nemški, ne, institucionalni kulturi, ne, po prvi svetovni vojni. Tako da sej niso bili zastojni Primorci na prvih mestih na seznamih Kulturbunda za izselitev, ko so prišli nazaj v Maribor leta 41, ne. Tako da najprej je bilo potrebno izseliti ravno tiste, ki so se na Štajersko priselili po letu 14, ne, se pravi primorski begunci, ne. Sej isto se je dogajalo Primorcem tudi v Prekmurju. Tam je sicer bistveno manj so bili morda vidni, ne? Ampak še vedno precej tudi te so zelo hitro izselili. Ne? In seveda proces je potekal tudi v obratno smer, ne samo, da so Primorci očistili štajerščino nekaterih nemških izrazov in podobno, ampak zelo dobro so se aklimatizirali. Kdo bi verjel danes, da je Bojan Požar, recimo iz primorske družine, ne? Če njega slišiš govoriti, ti je tako jasno, da je Štajerc. Pa je danes to zavedanje o vseh teh zakladih, ki jih je prineslo to mešanje? A v Mariboru? Ja, v teh naših prostorih. Mislim, če s našimi očmi danes gledamo tudi na zgodovino,
oziroma na pretekle dogodke, zapise preteklih dogodkov, mislim, se zavedamo, reflektiramo to ali pozabljamo, pa vidimo čistino sedanjo, ki je lepa in lepo zveneča. Mislim, to, kar sem na začetku poskušal povedati, in sem bil precej neroden, to nelagodje z drugačnostjo ali pa z drugimi, že znotraj tega mikrookolja, je še vedno zelo prisotno. Imamo okolja, naj se bo metropol in nekatera države sprejemajo druge in drugačne in je to normalen način življenja. V tem prostoru pa je diferenciacija še vedno tisto, s katero se prepoznamo. Se ni nujno, da smo zelo namerni, ne? Ampak recimo, ko sem se jaz iz Prekmurja preselil v Maribor, so mi pripovedovali, da ne govorim isto kot oni, in potem, ko sem šel naprej študirati v Ljubljano, sem tudi tukaj veljal za nekoga, ki je prišel od nekje druge. Ne? In tako je v vsakem primeru, ne glede na to, kam prideš, ne? Najprej ta bo stik navezal s tem, da te vprašal, kot si, ne? Pa ali boš tu ostal. Ne? Jaz mislim, da se nič kaj dosti ne naučimo, nič kaj dosti ne reflektiramo in da hitro pozabimo, ne? Da generacije, ki so neopletene, primeru izgleda, ne gre za tako zelo traumatične dogodke, ki se nam vlečejo med to partizansko in domobransko stvarjo, ne, ki jih nekako ponotranjijo tudi neopletene generacije. V drugih primerih, kjer gre za manj traumatične ali pa netraumatične stvari, gre nekako mimo. Ne. Se mi zdi, da družba se organizira vsakič po svoje, vsakič na nekih svojih novih temeljih in tisto, kar vzame iz preteklosti, pride bolj nezavedno. Ne. Mi je pa zdaj šlo na misel eno vprašanje, kako to, da Danilo Komavli preživajo drugo svetovno vojno v Mariboru, kako to, da ni bil izseljen, kako to, da ga niso zaprli, s čim si je to kupil. Ne? Enega najbolj radikalnih komunističnih akterjev v Mariboru, Maksa Gašpariča, je doletel isti očitek, ker je preživel drugo svetovno vojno in to v taborišču in se je vrnil. Človek, ki je imel že pred vojno izredno zajetno policijsko kartoteko zaradi komunističnega delovanja, ki je bil udeležen vseh komunističnih demonstracijah v Mariboru. Ne? Tako je tak človek preživel vojno in se vrnil. Ne bomo izvedeli, tudi za Danila Komavlija ne bomo. Ampak to ni odgovor, ki si ga občinstvo želi. Bi se pa zdaj vrnila na nekaj, ki je morda, mislim, tako se na eno plast zgodovine tudi dotika, o kateri je veliko govora tukaj. No? Pa je bolj simbolen predmet, ki je veliko omenjen, o katerem se veliko govori, ampak ni pa potem jasno, kaj se je s tem zgodilo, nekaj natančno je bila zgodba, gre za prsten. Skratka, truplo naj bi imelo nek velik prsten, če sem prav razumela, z velikim kamnom. In zame je to bil simbol nekega bogatstva tudi, ki je bilo tedaj pravzaprav tudi problematično, čisto iz vidika uboštva množice. Kaj se je zgodilo s tem prstenom? Tudi o tem ne bomo nikoli izvedeli? Mislim, da je bil shranjen na policiji in o tem dejansko ne vem, kaj se morda je napisano, zdaj mi je šlo to iz spomina. Je pa zanimivo, da ker je ta umor bil definiran kot roparski umor, ne? Kako to, da je potem na njegovi roki ostal prsten. Ne? Tako da pri tem človeku je šlo najverjetneje za enega od tihotapcev, ki so pač prišli iz bolj oddaljenih krajev, ker nobena policijska poizvedba ni uspela ugotoviti, kdo naj bi to bil. In očitno tudi ni šlo za nek roparski umor, ne? Ampak je šlo za nekaj drugega. Ne? Potem bom pa dala
mogoče možnost vam, če imate kakšno vprašanje, repliko, komentar. Jaz bi nekaj vprašal. Najlepša hvala za to, da so bili Tržačani in Goričani mariborska elita, ki vas je učila slovensko. To me zelo ganilo. Ti je novo? Ja, mi je veliko veselje. Ampak še mene zanima, kako, če je jasno iz sodnih spisov, kako je Markucij razumel samega sebe v kontekstu vašega pogovora. Ker tihotapec mora znati biti več stvari hkrati. Jaz se pa spomnim enih pogovorjev z ljudmi v Gorici, ki so prišli iz druge strani meje, pa so imeli slovenske priimke, ampak niso znali slovensko, zato ker so hodili italijanske šole, pa so bili Italiji socializirani in pa so bili predtem še pod Avstrijo in so imeli Franca Jožefa na steni in večkrat se mi je zgodilo, da sem vprašal, kaj so in so rekli, jaz sem nič. Skratka, hodim pa reči, jaz nisem Slovenc, nisem Italijan, nisem Jugoslovan, sem nič. Pa me zanima, kako je Italijan, ki je prišel v kraje, kjer so Slovenci učili domorodsko prebivalstvo jezika, kako je razumel samega sebe, če je to iz sodnih spisov razumljivo in zakaj je potem ostal, s čim se je identificiral, a je takrat ta identiteta sploh je pomenila v teh krajih zunaj tega kulturnega boja med Slovenci in Nemci. Jaz mislim, da je šel Johan, torej ta Italijan, domačinom toliko na živce tudi zato med drugim, ker je enostavno ignoriral nacionalno opredeljevanje. Šel se je nad nacionalno trgovino in on je bil trgovec. In on tako lepo na enem mestu reče, da tega ne najdem. V meni je nekaj, super reflektira svoj položaj, ampak ne nacionalno, še malo nacionalno ne. Pravi, v meni je neka močna trgovska žilica. Že od nekdaj sem bil tak. In zelo dobro mi uspeva moje trgovanje. Tako da, on je bil v prvi vrsti trgovec. Je pa bil on rojen v Slovenskih Goricah. On ni bil rojen v Italiji. Je bil rojen v Slovenskih Goricah in kot na enem mestu pravi, najbrž, če ne bi bilo prve svetovne vojne, nikoli ne bi zapustil tega mikroprostora. Tako kot ga večina tamkajšnjega kmečkega prebivalstva ni. Imel je končano 4 razrednico v Benediktu, pri Lenartu, bil je polpismen, to iz nekaterih njegovih zapisov, ki jih je pošiljal iz kaznilnice, je razvidno, ampak besedno pa je izredno spreten. Tam, kjer je pustil, da njegove besede zapisujejo drugi, se je pa čutilo, da je izredno megalomanski, da samozavesten, da ceni svoj občutek za preživetje in da nekako črpa svojo moč ravno iz te žilice svoje, ki je pač v drugi tolikšni meri nikakor niso izkazovali v njegovem okolju. Tako da v tem procesu so se zaradi tako dolgo trajajočega procesa zvrstile številne priče, več kot 60 jih je bilo. In vse so Markucija opisovali kot nekoga, ki ima zelo dobro razpredeno mrežo, socialno mrežo po Slovenskih Goricah in po Prekmurju. In sicer so bile te točke, so bile gostilne. In on je imel eden redkih v tistih krajih konje. In z njim je izredno dobro logistično obvladoval ta prostor in se povezoval z drugimi. Tako da, kot potem na koncu zaključujem, seveda Markucij je bil kriminalec, verjetno je bil tudi ropar, tat, morda tudi morilec, ampak Danilo Komavlje je to naredil črto, ni bil morilec tega neznanega moškega v Benediškem gozdu. In da je bil Danilo Komavlje res en čudak, dokazuje med drugim tudi to, da je potem, ko so bili Markuciji obsojeni, v Slovenske Gorice pripeljal hipnotizerja. In to je domačine tako vznemirilo, da je celo ta komandir orožniške postaje pisal v Maribor o prihodu hipnozera, niti ni znal zapisati.
Švengali mu je bilo ime in ta Švengali je izredno natančno določil kraj, kjer je bilo najdeno truplo in tudi morilca, ne. Pač enega izmed domačinov tam je določil, ne. In teh nenavadnih praks, ki se jih je odvetnik loteval, ne, in še nekaterih drugih pač dokazujejo, da je bil pravnik, da je bil to pravnik, ki je bil med bolj progresivnimi pravniki tistega časa. Med drugim se je zavzemal tudi za odpravo smrtne kazni, ne, do katere pa ni prišlo niti po novem kazenskem zakoniku leta 1929, ne. Kar bi še imela eno vprašanje. V bistvu moram reči, da me je malo presenetila, da to sta tako negativno stališče do tihotapstva, ne, ker gospod je prej omenjal, da se tudi v literaturi, ne, se vem, pač Martin Krpan je bil tudi tihotapec, pa je bil velik junak, ne, da se je tako negativna nastrojenost, ne, te družbe, ker pravzaprav tudi kasneje v zgodovini je pravzaprav tihotapstvo na tem balkanskem prostoru kar cvetelo, ne, in še cveti, če malo manj kot prej, ne, ampak s čim se to razlaga, recimo, da je to samo neka značilnost tistega obdobja, zakaj se je recimo oblikovala taka? Jaz mislim, da je bilo tudi povezano predvsem s tem občutkom, da družba po vojni razpada v vrednostnem smislu, da so nekako v javnosti pišoči ljudje razumevali čas po vojni kot ta, v katerem nekako stare vrednote razpadajo, nove pa niso tiste, s katerimi bi bilo mogoče vzpostaviti zdravo družbo. In tihotapstvo se mi zdi je padlo ravno v ta kontekst, da je pač neposredna posledica vojne in način lahkega zaslužka, tako, lahkega zaslužka, ne. In kot rečeno, se navajam nekaj mnenj pravnikov, med drugim Metoda Dolenca, ki je bil takrat prvi profesor kazenskega prava na pravni fakulteti v Ljubljani, ki skoraj da s sovraštvom, z nekim prezirom in ihto, pa ni bil osamljen, piše o tihotapcih, o verižnikih, o teh delomrznežih, kot pravi, ne. Po drugi strani pa je bilo mogoče te pojme zaslediti tudi v čisto nepovezanih kontekstih, ne. Naprimer, govorilo se je o o verižniški politiki, ne, se pravi o neki pokvarjeni politiki, ne, o tem, da je bil zlahka nekdo, ki je imel malo več denarja, obtožen strani ljudi za tihotapca, ne, za verižnika, ne. Tako da se zdi pač, da sta ta dva pojma na nek način odslikavala tudi veliko razočaranje ljudi, ki po koncu vojne niso doživeli te odrešitve, ki so jo pričakovali s koncem vojne, ampak so še naprej živeli v pomanjkanju. In recimo za Maribor, ki je živel med svetovno vojno v zaledju in v velikem pomanjkanju materialnem, se ni veliko spremenilo niti po vojni, ne, ker je to pomanjkanje seveda se nadaljevalo, ne, in se potem z gospodarsko krizo še zaostrovalo, ne. In nekako se zdi, da so vsi ti antagonizmi povojne družbe bili izvedeni tudi skozi pojma tihotapstvo in verižništvo, ne. Če pogledamo časopise tistega časa, v prvih letih po vojni vidimo, da sta ta dva pojma vpletena v številne kontekste, tudi ne v povezavi z dejanskim tihotapljenjem in pa verižništvom, ne. Ampak zgolj kot neka psovka, kot nek obrambni mehanizem pred prihajajočimi nekimi novimi vrednotami, ki so se vzpostavljali, ne, in ker vemo, da se ta miselnost s prvo svetovno vojno zelo spremenila tudi z položajem, spremembo položajev med odnosom med spoloma in tako naprej. In to se seveda ni zgodilo z datumom konca vojne, ampak je prihajalo v valovih še cela 20. leta, ne. Recimo v 20 letih so se pojavile ženske kratke frizure, ne. In
pa nalakirani nohti, odprti hrbti. Ne. In časopisi, zlasti pa cerkveni krogi, so to praviloma pospremili kot grozoto, ki prihaja z druge strani Atlantika večino. V Mariboru so imenovali te frizure kratke bubikopf, ne, takole postrižene, ne, in so pač fotografije tistega časa, fotografije meščank, večinoma kmalu prepoznamo ravno po teh kratkih frizurah, ne, ko so ženske odstrigle kite, ne. Tako da potrebno so pa te stvari niso dogajale s datumom konca vojne, ampak so pač prihajale počasi, ne, in v tem kontekstu berem sama tudi ta dva pojma tihotapstvo in verižništvo, ne, kot neko rešilne bilke, na katere se ljudje oprejo, ker nimajo nekih identitetnih oprijemališč, na katera bi se lahko oprli, tista stara pa so nekako, pa ne veljajo več, ne. Morda je to najboljše od vseh opisal prav Churchill, ne, ki pravi, da po prvi svetovni vojni ni veljalo nič več od tega, kar so nas učili, ko smo bili majhni, ko smo bili otroci, ne. In veliko ljudi je seveda s temi identitetnimi prelomi doživljalo tudi svoje osebnost, intimne prelome in jih nekako premoščalo na najrazličnejše načine, tudi z anomalijami, ne. In danes jih imamo v kazenskih spisih, ne, raznimi patologijami in tako naprej, ne. Jaz bi pa mogoče pa sem še se dotaknila obnove tega postopka, procesa in pravzaprav popolno spremenjenega tudi načina, kako se je poskušalo rekonstruirati samo pričevanje, da je priča videla Markucijeve, ki so nekaj nalagali na voz. Zakaj ta preskok? Mislim, tako, ker ta obnova potem v 30 letih zveni moderno. Mislim, tako, je bil ključen kazenski zakonik leta 1929, so bili ključni ljudje, posamezniki, splet okoliščin. Kako to razumeti? Mislim, da se je čas potem proti koncu 20-ih postopno ponovno senzibiliziral za neko stisko posameznika, ne. To, kar je po vojni, ko v številnih zapisih beremo, da življenje ni bilo nič vredno, proti koncu 20-ih ni bilo več res, ne. In to je lepo vidno potem tudi v časopisih po oprostilni sodbi, ker je bila dikcija popolnoma drugačna kot pa v času obsodbe, ne. In tudi čutenje pri ljudeh, na primer, ne. Ko so bili Markuciji obsojeni, so ljudje ploskali in ko so bili oproščeni, so ponovno ploskali, ampak takrat še veliko bolj. In v Mariboru se je zbrala tisočglava množica in časopisi so spremljali proces na prvih straneh, več dni je trajal. Danilo Komavli je moral svoje klijente odpeljati kar svojim osebnim avtomobilom na obrobje Maribora, da so lahko zapustili mesto, ker jih ljudje nekako niso spustili. Ampak zanimivo, da tega našega glavnega akterja Markucija tudi to ni vrglo s tira, ne. Enostavno je videl do takrat dovolj, da je vedel, da je to veselje lahko kmalu tudi ponovno slabo maščevanju. In ni želel dati niti intervjuja, za katerega so ga prosili časnikarji lokalni, za razliko od njegovega brata, ki pa se je tako nekako neumno nasmihal vsem in tja in bil vesel te javne podpore, nenadne, ne. In ljudje so jim prinašali oblačila, denar in tako naprej, ne. In kar se pa tiče te oprostilne sodbe, pa mislim, da v tem času ni bilo več nobene potrebe po kaznovanju tihotapstva kot takšnega, kot nekega fenomena družbenega, ki bi ogrožal življenje v družbi, ne. In so bili Markuciji spet zreducirani na svojo telo, na svojo osebo, ne. In neke pravne obsodbe tihotapstva ni bila več potrebna, ne. Je
taka podobna zgodba, mislim, aplikativna še za kakšno drugo razumevanje zgodovine. Skratka, da je bila neka družbena imaginacija bolj uperjena, mislim tako, lahko potegnemo še kakšne vzporednice, no, s tem v bistvu obsodbo tihotapstva, kombinacijo tega na nek način drugačnosti in potem pravzaprav oprostitve oziroma kesanja. Mislim tako, je to pogosti leitmotiv zgodovine? Ja in ne, mislim. Ja in ne, mislim, v zgodovini se vedno nekaj, kar je bilo posebno, nekaj, kar je bilo nenavadno, bolj pazljivo, bolj skrbno, z večjim zanimanjem spremljalo, obravnavalo, bilo predmet, kakorkoli smo že prej govorili, ali pa se zdaj veliko piše o tem, kako se je treba lotiti vsakdanjega življenja in teh rutinskih stvari, ne, če hočemo nekako razumeti podobo nekega časa. Je bilo in bo vedno tako, da so neke nenavadne zgodbe, stvari, ki so izstopale, pač pritegnile pogled in zdaj, ali je to ponovna obravnava na sodišču nekega zločina, ali je to, ne vem, streljanje talcev na začetku vojne v Mariboru, če se omejimo na ta prostor, ali, ne vem, kakšni zločini na Pohorju med temi kmeti tam, ne. To, kar je neobičajno, neobnavno, to, kar nosi seboj dramo, ne, to je pač bilo takrat in je še zdaj seveda vedno bolj zanimivo, ne. Zdaj, problem je samo v tem, ali to potem ostane samo opisano, skratka na deskriptivni ravni obravnavano, ali pa znajo to ljudje, ki se s tem ukvarjajo, pa naj si bojo zgodovinarji, novinarji, umetniki, ne, potem to interpretirati in s tem nekaj povedati, ne. Tukaj v tem primeru gre pač za nek senzacionalizem, ne, pač v nekem provincialnem mestu se je zgodil ponoven proces, ki je oprostil neke domnevne zdaj morilce oziroma ugotovil, da niso bili krivi, ne, se to v vsakem okolju bi bilo to opaženo, ne. Tako da, ja, to je eden izmed teh primerov, ne. Zato mogoče bolj kot take primere kaže izpostaviti primere, kot recimo ta masakr mačk v Parizu, ne, o katerem je pisal nek francoski zgodovinar, ki pa je v bistvu hotel povedati o odnosu, ne zato, da so vajenci, pomočniki, obrtniški pobili vse mačke meščanom Pariza, ampak da gre pravzaprav za obravnavo nekega odnosa, ne, ker se je v nekem trenutku zgodilo nekaj v tem razmerju, ne, ki se je manifestiralo skozi to. Ne. Med vajenci in obrtniki? Med vajenci in mojstri, to pravi lastniki teh obrtniških delavnic. Skratka, te, bi rekel, skoraj bizarne situacije, ne, ki bi pač v kakšnih površnih obravnavah novinarskih, kot bi rekel, naslovnice so časopisov udarne, ne, ampak v resnici gre pa za nekaj čisto drugega. Ne. Boge mačke so pač tam v bistvu pokazatelj nekega razmerja. Skratka, to se vedno znova ponavlja, pač te nenavadni, neobičajni, nerutinski dogodki ali situacije, pač jasno. Zdaj, če ostane samo pri tem, potem se nič ne mora pokazati, prav naučiti, ker če imamo serijo nekih dogodkov, serijo nekih imen, mi pravzaprav nič ne vemo o zgodovini tega mesta, tega časa. Če pa pogledamo nazaj, če nas zanima, kakšno je bilo razmerje med prišleki in tistimi, ki so tam živeli, kakšna je bila ta dinamika, kako je izgledalo to sodstvo, kako so sploh, in to tega
odgovor na to vprašanje najdemo tudi v Matejnih knjigah. Ne. Pa po drugi strani v neki drugi razpravi, ko govori o teh prišlekih iz Rusije, ne, to so te ljudje, ki so se umaknili pred revolucijo, tam je tudi zelo zanimivo razmerje, ne, opisano in seveda govori o neki situaciji, o nekem obdobju. Ne. Lahko še jaz? Kar se meni zdi danes, recimo, prenosljivo na današnji čas, danes vidim sama to polje, kjer se je vzpostavilo polje javne, kjer je mogoč javni linč, ne? Da so to novi mediji, novi digitalni mediji, je Facebook, je Twitter, ne? Je polje, kjer je mogoč javni linč, ne? In ga bo do družbe slej ko prej morali na nek način regulirati, ne? In zelo pomembno se mi zdi, kar je Mladen Dolar nedavno izpostavil v enem od intervjujev, da Facebook ni javnost, ne? Facebook ni kvalificirana javnost. Je javnost, ki je zmožna javnega linča v vsakem trenutku, ne? In primerov takšnih je bilo že veliko. Poznamo ta samomor mariborskega ravnatelja zaradi prikazovanja njegovih spolnih praks v medijih in bliskovitega širjenja, ne? In obtožb iz vseh strani, ne? In tako da to se mi zdi pomembno za današnji čas, ne? Kako bodo družbe uspele vzpostaviti, zamejiti moč tega polja, ki ga dajo digitalni mediji, da ne bo sposobno javno linčati posameznika zaradi njegovih, ne vem, kakršnikoli že posebnosti. Še kakšen komentar, vprašanje? Služi pa ta linč vedno v bistvu očiščenju oziroma dobremu počutju večinske družbe? Ja, pač neka frustracija se skozi njega skanalizira. Mislim, da se pač skozi tak javni linč skanalizira neka frustracija, kot se je v primeru Markucijev neka negativna stigma do italijanstva. Če samo pomislimo, da je sodnik, ki je Markucije prvi dobil v roke, pred 2 mesecema predtem prišel iz italijanskega ujetništva, ker je bil 2 leti, predtem pa na soški fronti. Koliko nepristranski je lahko bil do Markucijev, ne? Ko je naenkrat pred sabo zagleda nekoga, ne? Z italijanskim priimkom, ne glede na to, da je bil Markucij rojen v Slovenskih Goricah, ne. Tako da, ja, kanalizacija negativnih čustev skozi pač linč. Zdaj na koncu knjige, oziroma konec knjige nas popelje praktično v današnji dan, v leto 2015. Pa mogoče beseda še o tem, je to zaključek nekako tudi za avtorico, mislim, je nek način ne glih srečen konec, ampak pomirjujoč konec? Zdaj, mogoče se samo to še res pa ne naučim več, da pač, ja, gre za to, da je bila leta 2005 postavljena, prenovljena kapelica, ki je bila leta 1905 postavljena v Umorjeni Mariji Tereziji Markucij. In je nekako po 100 letih bila na neki simbolni ravni družina Markucij vendarle sprejeta v tej drvani, ne? Čeprav je bilo to desetletja po njenem izumrtju že. Ne? Okay, potem pa najlepša hvala dr. Otu Luterju, dr. Mateji Ratej za današnji večer, vam za prisostvovanje in sodelovanje in upam, da nekako z enakim veseljem, ljubeznijo in radoživostjo najdete v teh malih zgodbah, ki so, se mi zdi, na vsakem koraku neki iskr, ki še dodatno naredijo vsak dan bolj zabaven, pa naj bo to iz zgodovine ali pa iz našega vsakdana. Tako da hvala in se veselim prihodnje knjige. Najlepša hvala. Najlepša hvala.